Mestna občina Celje je iz različnih evropskih mehanizmov v 6 letih pridobila okrog 13 milijonov evrov. Celjan Teodor Goznikar zanikal pošiljanje pošiljk z naboji. Propadajoči blok v središču Vojnika ima novega lastnika. Celjski župan Bojan Šrot se je odzval na očitke športnice Celja Tine Trstenjak. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Slovenija naj bi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb Evropske komisije do leta 2027 imela na voljo približno 9 milijard evropskih sredstev. Koliko si lahko za različne projekte od tega zneska obeta mestna občina Celje, je v tem trenutku še nemogoče napovedati. Je pa celjska občina v obdobju 2014 do 2020 iz različnih evropskih mehanizmov pridobila okrog 13 milijonov evrov. Mehanizem celostnih teritorialnih naložb je Evropska komisija uvedla v finančni perspektivi 2014-2020, namenjen pa je bil izvajanju urbanih strategij. Z mehanizmom CTN je celjska občina pridobila približno 13 milijonov evrov. Za Celje je ta mehanizem pomenil izreden razvoj in sicer iz tega mehanizma financiramo dečkovo naselje, se pravi novih 142 stanovanj plus garažno hišo. Iz tega mehanizma smo financirali projekt Generator, to, kar meščani danes poznamo kot Tehnopark. Zgradili smo več kilometrov kolesarskih povezav, severno vezno cesto in tako dalje. Glede na to, da je bil ta mehanizem v Sloveniji priznan kot dobra praksa strani Evropske komisije, si prizadevajo, da bi ta mehanizem čim bolj v tej obliki deloval še naprej tudi v novi finančni perspektivi. Želijo si, da bi bilo dovolj denarja za tiste velike projekte. Za projekte, ki naredijo bistveno razliko v mestu. Torej, tukaj imamo nekako nagledane projekte, kot so obnova Turške mačke, Majolke, dva objekta, ki se jih nostalgično spominjamo mi, ki smo že malo starejši, in bi bili zelo veseli, če bi mlade generacije tudi uživale v teh objektih. Potem imamo Kajuhov dom, Knežji dvorec bi želeli nadaljevati z obnovo, nadaljevali bi še s kolesarskimi povezavami, se pravi, ogromno izzivov je pred nami, ampak trenutno smo v fazi, da znotraj Združenja mestnih občin, kjer mestne občine sodelujemo, vse te naše potrebe, gledanja komuniciramo z ministrstvi, primarno za službo vlade za kohezijsko politiko in regionalni razvoj in pa seveda z resornima ministrstvoma. Kako daleč pa so pripravljeni novi projekti za novo finančno perspektivo? Mi smo zdaj v fazi izvedbe v tej finančni perspektivi. Po CTN-ju smo še vedno v globokem izvajanju kolesarskih povezav, dečkovo naselje se še gradi, ogromno zadev je še v izvajanju, v ozadju pa se že pripravljajo novi projekti. Ti so nekateri že pripravljeni, nekateri so v fazi priprave projektne dokumentacije, nekateri so pa še samo v idejnih osnutkih, vendar v odvisnosti od financiranja se potem določajo prioritete in se nekateri projekti prej pripravijo za prijavo, drugi pa počakajo. Namreč bistveno je to, da v letih, ko smo začeli dobivati evropski denar, smo lastni proračun lahko multiplicirali ravno z prilivom evropskega denarja. In naš cilj je, da za našim proračunom naredimo največ, kar je mogoče in da se prioritetno usmerjamo v tiste projekte, kjer dobimo evropsko sofinanciranje. Kajti viri so omejeni, kadrovski kot tudi finančni v proračunu. Torej gre za to, kjer bomo najbolj učinkovito razvijali mesto in dali občanom novo kvaliteto bivanja, boljše bivalne pogoje in lepše mesto in pa bolj privlačno za stanovalce, obiskovalce in tudi turiste. Nova finančna perspektiva Slovenije obeta 9 milijard evrov. Večina je nepovratnih, nekaj je tudi povratnih. Zdaj tukaj so zajeti tako državni projekti kot lokalni projekti, tako da je zdaj v tem trenutku preuranjeno govoriti, ampak denarja bo na voljo kar precej. Torej, naloga vseh nas je, da se maksimalno organiziramo, da smo najbolj učinkoviti, da pripravimo kadrovske ekipe, ki bodo zmogle projekte pripraviti, pridobiti sofinanciranje in projekte tudi izvesti. Gre namreč za zelo zahtevno delo, saj se soočajo z veliko dodatnimi pravili, ki jih narekuje evropska kohezijska politika, pa tudi država. A kot poudarja Saša Hit Drugovič, je vredno dodatnega truda,
To občini prinaša milijone, s katerimi se lahko razvija. Celjan Teodor Goznikar naj bi bil po poročanju časnika Večer osumljen pošiljanja pošiljk s strelnimi naboji, ki so jih prejeli visoki predstavniki aktualne vlade in njeni zavezniki. Goznikar je v izjavi za Večer pošiljanje nabojev zanikal in dejal, da je v šoku. Potrdil pa je, da so celjski policisti z njim pred 2 dnevoma opravili razgovor kot z enim od 7 osumljencev v tej zadevi. Goznikar je bil več let član Slovenske nacionalne stranke. Njen predsednik Zmago Jelinčič je danes v izjavi za medije pojasnil, da Goznikar ni bil nikoli njegova desna roka, da pa so ga z včerajšnjim dnem na podlagi medijskih novic odstranili iz stranke. Teodor Goznikar je bil v času aktualne vlade postavljen za poveljnika celjskega občinskega štaba civilne zaščite. Do januarja 2018 je bil tudi častni član Sindikata policistov Slovenije, vendar so ga zaradi delovanja v nasprotju s temeljnimi načeli in škodovanju ugledu sindikata iz njega izključili. Teodor Goznikar se na naše klice danes ni odzval. Po več kot desetletju je stanovanjski blok v središču Vojnika končno dobil novega lastnika. Od družbe za upravljanje terjatev bank ga je kupilo podjetje MIK, ki namerava stavbo v celoti prenoviti, stanovanja pa naj bi bila za vselitev primerna že letos poleti. Podjetje MIK Celje je kupilo že desetletje zapuščen stanovanjski objekt v centru Vojnika, ki se ga je prijelo ime Vojniški mavzolej. Jaz ne bi komentiral, v kakšnem stanju je. Jaz lahko samo obljubim vsem bodočim lastnikom, da bomo zamenjali vse nove dele, razen zidov bodo ostala, streha, nova fasada, pride obnovljena okna, prezračevanje bomo dali noter, klimatske naprave, nove kopalnice, elektroinštalacije, strojne, skratka blok bo v takem stanju, tudi parkirna mesta v garaži bodo opremljena z nemškim sistemom vore, tako da jaz mislim, da bo to en odličen objekt, predvsem pa pomembno, da nisem si mislil, v zadnjih 3 dneh je več kot 20 stanovanj že zarezerviranih, kaj smo začeli prodajati. Večina od 43 stanovanj je velikih med 45 in 60 kvadratnih metrov, nekaj pa je tudi takšnih, ki se razprostirajo na okrog 90 kvadratnih metrih. Ja, moram priznati, da je kar veliko mladih družin skupaj noter, nekateri tudi starejši kupujejo za kakšno investicijo, ker ne ve, kam denar je dal, tako da vse to, predvsem je pomembno, da bodo verjetno noter živeli ti mladi ljudi, ki imajo stisko za stanovanjsko zadevo. Predvsem prva stanovanje je, težko dobiti, niso dostopna, pravzaprav tudi jih ni, ker vemo, da vse grejo cene v nebo. Jaz mislim, da so cene na trgu, ko se zdaj pošilja, vidimo v Ljubljani po par tisoče evrov naprej, da je to vse skupaj pretirano, nedostopno, predvsem srednjemu sloju, ki ga pač nimamo, so mi odločili, da damo primerne cene, kar odraz, da kupci to vidijo. In kakšna je ocenjena vrednost obnove objekta, ki trenutno poteka? To, kar smo mislili, da bomo mogli dati noter, bomo kar fejs prekoračili, tako da jaz samo obljubljam, da bodo zadeva kvalitetna. Da je objekt končno dobil novega lastnika, so veseli tudi na vojniški občini in so Pliberšku hvaležni, da se je odločil za nakup in ureditev te črne točke v Vojniku. Jaz verjamem, da je to pravi človek, ki bo pripeljal projekt tudi do konca in se seveda veselim novih prebivalcev, ki bodo v Vojnik prišli v ta stanovanja. Zdaj, kar se tiče občine, seveda mi imamo na nek način tudi nalogo imeti neprofitna stanovanja. Zdaj trenutno zadnjo investicijo, ki smo jo na tem področju naredili, je bilo leta 17 do 19, ko smo obnovili večstanovanjski objekt v Novi Cerkvi, tam imamo 10 neprofitnih stanovanj, prvenstveno namenjenih za mlade. V letošnjem letu smo prvič šli tudi v razpis za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih, tako da bomo v letu 2022 in 2023 namenili po 15 000 evrov pomoči mladim, ki rešujejo stanovanjski problem, tako z gradnjo, z nakupom stanovanja ali z ureditvijo stanovanja v neki družinski hiši. Pri samem bloku pa sigurno smo zainteresirani tudi za kak nakup, ampak tu moramo speljati še vse potrebne postopke, ker se stvari tu zdaj malo hitreje odvijajo, kot smo mi planirali v proračunu. Je pa seveda to še stvar odprta dogovora, v vsakem primeru nas pa zanima tudi kako stanovanje iz tega fonda, ki bo tu na razpolago. Vojniški občinski fond trenutno šteje 48 neprofitnih stanovanj, ki pa so polno zasedena. Imamo pa tudi 2 listi prosilcev, ki bodo letošnje leto potekle, tako da letos gremo v nov razpis. Eno listo imamo za ta standardni del, drugo pa za mlade. 13 prosilcev je trenutno na listi, tako da bi rekel, potencial, odnosno potreba na tem področju pač seveda obstaja.
Na mestni občini Celje so se odzvali na kritike športnice Celja za leto 2021 Tine Trstenjak, ki jih je izrekla na ponedeljkovi prireditvi Športnik Celja. V izjavi za javnost so zapisali, da so jih izjave Trstenjakove neprijetno presenetile, saj mestna občina Celje razvoju športa in urejenosti športne infrastrukture namenja znatna sredstva. Bil sem neprijetno presenečen in mislim, da so očitki brez kakršnekoli osnove. Jaz sem 23 let župan mestne občine Celje. Sem vsa ta leta poslušal predvsem očitke, da preveč pozornosti in sredstev namenjamo športu. Tako da, če človek dolgo na svetu, tudi marsikaj doživi. Moram reči, da so bili očitki tudi sicer neutemeljeni oziroma se obstaja slikovno gradivo iz podelitev, na katerih je Tina Trstenjak zmagala kot športnica Celja. Enako velja tudi za čestitke v lanskem letu. Mi smo že 19. aprila po osvojeni zlati medalji na Evropskem prvenstvu v Lizboni poslali čestitko na judo klub Sankako in v njej čestitali tako Tini kot njeni trenerki Petri Naraks in Marjanu Fabjanu. Enako je bilo tudi 27. julija po osvojeni srebrni medalji v Tokiju. Lanskem letu smo 4. oktobra, mislim, da je bil ta datum, čestitali tudi Marjanu Fabjanu za prejeto zlato medaljo od Mednarodne judoistične zveze, tako da ne samo za tekmovalke in tekmovalce judo kluba, ampak tudi vse ostale športnike, tako mlade kot recimo dijake, ki dosežejo izvrstne uspehe v različnih tekmovanjih znanja, poskrbimo vsaj to, da jim iskreno čestitamo in jim povemo, da se skupaj z njimi veselimo njihovega uspeha. Šrot je bil po ponedeljkovi prireditvi Športnik Celja v stiku z alfo in omego celjskega kluba Marjanom Fabjanom. Pogovarjal sem se z Marjanom Fabjanom in sem mu povedal, da sem razočaran, ampak je rekel, da on s to zadevo nima nič. Celjski župan se ne strinja z oceno, da je v ostalih slovenskih občinah bolje poskrbljeno za športnike in športnice kot v mestni občini Celje. Mi smo zagotovo v slovenskem vrhu, kar se tiče podpiranja športa in športne infrastrukture, kajti šport v Celju niso samo vrhunski športniki, ampak tisoči in tisoči mladih pa rekreativcev, ki jih vse mestna občina podpira. Na letnem nivoju smo recimo v lanskem letu za neposredno financiranje športnih klubov, 70 je bilo takšnih prejemnikov, namenili 850 000 evrov. K temu je potrebno prišteti vsaj še dvakrat tolikšen znesek za vso športno infrastrukturo, ki jo je potrebno vzdrževati, da ne omenjam tistega, kar namenimo za novogradnje. V Celju gojimo več kot 50 različnih športov v različnih športnih panogah in vsi ti so prejemniki občinskih sredstev, seveda v različnih višinah, pri čemer moram poudariti, da je kriterij za razdelitev denarja sprejet na športni zvezi Celje, kjer mestna občina nima vpliva in se športni klubi med sabo dogovorijo za kriterije, ki jih potem mi v razpisu spoštujemo. Tudi judo klub Sankako, ki je eden najuspešnejših klubov v Celju, pa tudi v slovenskem, lahko rečem, evropskem prostoru, ne gre pozabiti, da so pred leti osvojili tudi naslov evropskega ekipnega prvaka v Franciji, je med prvimi 5 dobitniki oziroma prejemniki po višini sredstev. S tem, da ima judo klub malce specifično situacijo, ker deluje v lastnih prostorih za razliko od vseh ali pa večine ostalih klubov. Približno 50 000 evrov je na leto tega denarja, kakšen evro manj. Za primerjavo naj povem, da rokometni klub, ki prejme največ, prejme 80 000 evrov. Takšni so kriteriji in jih spoštujemo. Šrot je komentiral tudi izjavo Trstenjakove, da si je očitno izbrala napačen šport. Glejte, jaz sem se tudi ukvarjal s športom, z alpinizmom in nisem nikoli prejel niti evra iz tega naslova, ampak sem praktično ves denar, svoj denar vlagal v to šport. Mislim, da si izbereš srcem, ne pa z razmišljanjem o tem, v katerem športu boš več zaslužil. Če športnik razmišlja na začetku svoje športne poti o tem, kje bo več zaslužil, po mojem nikoli ne naredi športne kariere, sploh ne
tako neverjetne karijere, kot jo ima za sabo Tina Trstenjak. Jaz mislim, da bo težko kdo porušil njen rekord 8-krat zapored, športnica Celja, številne medalje, 2 olimpijske igre. Ona je šampionka, športna šampionka svetovnega nivoja in verjamem, da bo vse te vrline, ki jih je v športu pridobila, vztrajnost, trud, vsakodnevno delo, znala dobro izkoristiti in naučiti tudi v svojem nadaljnjem življenju, ko bo zaključila športno kariero. Sicer pa se celjskemu županu zdi letošnji izbor najboljših športnikov, na katerem so slavili Trstenjakova, Janežič, košarkarice in atleti, povsem realen. Po mojem popolnoma zasluženo vem, kako poteka ta izbor in da je zelo veliko tistih, ki glasujejo o tem in mislim, da so vsi prejemniki tega priznanja to dobili zasluženo. To je na eni strani nagrada in zahvala njim za dobro delo, seveda pa tudi spodbuda tistim, ki smo jih bili dolga leta navajeni, da so tudi v vrhu, da mogoče še izboljšajo svoje delo, izboljšajo rezultate, ki so v veliki meri merilo za izbor najšportnika in najšportnice, pa tudi najekipe. In že naslednje leto imajo vse možnosti, da ta naslov tudi dobijo. Jutri bo na severu in severovzhodu še delno jasno, drugod se bo od jugozahoda postopno pooblačilo. Popoldne in zvečer bo ponekod na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Pihal bo veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj. V soboto bo v južni polovici Slovenije še pretežno oblačno, drugod se bo postopno zjasnilo. Popoldne bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja. Nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Tudi tokrat dogodke dneva na televiziji Celje zaključujemo z vremensko napovedjo. Bodite z nami ponovno jutri, do takrat pa lep pozdrav in srečno.